Novo leto, novi začetki in priložnosti za spremembe v našem življenju. Številni si na prehodu iz starega v novo leto postavljamo novoletne zaobljube in nove cilje za prihajajoče leto, vendar številni cilji in zaobljube hitro izginejo, ali na njih pozabimo, ali jih ne dosežemo in nad njimi obupamo. Če se tudi ti boriš s tem izzivom, naj ti povem, da ni nič narobe s tabo, saj se številni soočajo s tem istim izzivom in težavo. Tako da v tem podcastu bomo pogledali, zakaj do tega pride in kako si pravilno zastaviti cilje in sistem, ki ti bo pomagal uresničiti tvoje novoletne zaobljube in cilje. Najprej si poglejmo problematiko novoletnih zaobljub in postavljanje novih letnih ciljev. Statistike in raziskave na področju novoletnih zaobljub in uresničevanja ciljev kažejo precej trezno sliko. Čeprav se v tem času leta, konec decembra in začetek januarja, veliko ljudi počuti zelo optimistične in zagnane pri postavljanju in uresničevanju novih novoletnih zaobljub in letnih ciljev, pa podatki kažejo na hiter in močen upad motivacije in uresničitve teh ciljev že do konca januarja. Raziskave kažejo, da samo nekje 8-12% ljudi doseže do konca leta svoje zastavljene zaobljube in letne cilje. Hkrati pa raziskave tudi kažejo na hiter upad motivacije in zaobljub že januarja. Nekje 23% ljudi obupa že po prvem tednu, do konca januarja pa naj bi jih obupalo skoraj polovica. Hkrati pa raziskave tudi kažejo, da je nekje povprečno trajanje novoletnih zaobljub 3,7 meseca. Tukaj se potem postavi vprašanje, zakaj večina novoletnih zaobljub spodleti. Tukaj je več faktorjev, ki jih raziskave kažejo, pa dodal bom tudi nekaj svojih, ki sem jih videl v svojem življenju in pri drugih ljudeh. Prvi razlog je klasična motivacija ob novem letu. Ljudje si radi postavljamo nove motivacije ob večjih mejnikih, ampak problem tukaj je, ker je v bistvu ta motivacija vezana predvsem na čustvih in teh mejnikih, manjka pa potem zraven glavna motivacija, globlja motivacija in pa hkrati manjka disciplina in sistem, kako te zaobljube, ki smo si jih postavili oziroma zaželeli, tudi uresničiti. Drugi razlog je to, da so ti cilji, ki si jih postavljamo ob teh večjih mejnikih, preveč vagi, to pomeni, da so preveč splošni in niso dovolj specifični in zaradi tega naši možgani nimajo natančnih navodil in mejnikov, kam in kako naprej. Tretji razlog je to razmišljanje vse ali nič. Večina ljudi deluje na ta sistem oziroma to prepričanje, da če en dan zgrešijo svojo dieto ali en dan izpustijo trening, mislijo, da je vse propadlo in jim je to neuspeh, zato se vrnejo v stare tirnice in obupajo nad svojimi novoletnimi zaobljubami in cilji. Četrti razlog, ki vidim, da je zelo problematičen, je to, da so novoletne zaobljube in letni cilji, ki si jih postavimo, niso zares naši. Kaj mislim s tem? Se pravi, cilji, ki si jih postavljamo, dostikrat temeljijo tudi na nekih pričakovanjih oziroma ciljih drugih ljudi in pa tudi okolice okoli nas. Tako da, če cilji res niso naši in nimajo neke naše globje motivacije, potem bojo tudi s časoma razpadli oziroma jih ne bomo uresničili. In pa še peti, največji razlog je to, da naši cilji temeljijo preveč na ciljih samih oziroma rezultatih in ne dovolj na sistemu. Tako da v tem podcastu bomo pogledali, kako si pravilno zastaviti cilje in kako si narediti sistem, ki nas bo podpiral in nam bo pomagal uresničiti te cilje. Prvo zlato pravilo postavljanja ciljev je, da morajo biti cilji zapisani. Se pravi, kadar nekaj zapišemo ali na list papirja ali v kakšno beležko ali pa kamorkoli drugam, postanejo te cilji realni. Prej so nekje v naših glavah, nekje v oblaku, tam gore nekje in niso realni. Ko pa te cilje zapišemo,
postanejo realni in zaradi tega je naša možnost, da uresničimo te cilje, veliko večja. Raziskava dr. Gol Matthewsa je pokazala, da tisti, ki so si cilje zapisali, so imeli 33% večjo možnost doseganja teh ciljev, kot tisti, ki ciljev niso zapisali. Tako da že, če zapišemo svoje cilje in jih imamo nekje na vidnem, da se jih potem na njih spominjamo, imamo veliko večjo možnost, da bomo te cilje tudi dosegli in uresničili. Naslednji steber postavljanja ciljev je tako imenovano načelo SMART. Načelo SMART je akronim iz angleških besed, ki določajo, kako si moramo postaviti mi cilje, da bomo imeli večjo možnost, da jih uresničimo. SMART je akronim za specific, measurable, achievable, relevant in pa time bound. Se pravi, cilji, ki si jih postavljamo, morajo biti specifični, morajo biti merljivi, morajo biti taki, ki jih lahko dosežemo, morajo biti relevantni nam, se pravi, morajo biti res naši in morajo biti vezani na nas in pa hkrati morajo biti tudi časovno oprijemljivi. Recimo nekdo, ki si želi shujšati, mogoče si napiše cilj, želim izgubiti težo v naslednjem letu, ampak to je zelo neoprijemljiv cilj. In po načelu SMART bi to izgledalo recimo v naslednjem letu, želim izgubiti 10 kg. Se pravi, ta cilj je specifičen, je merljiv, lahko je dosegljiv, če mislimo, da lahko izgubimo 10 kg v naslednjem letu, je potem to achievable, je tudi relevanten, se pravi, je vezan na našo kožo in pa je tudi časovno primerljiv, v naslednjem letu želim izgubiti 10 kg. In že ko to storimo, postane ta cilj, ki smo si ga prej zadali, bolj specifičen, bolj merljiv in pa tudi lažje dosegljiv. Naslednji steber postavljanja ciljev je tudi ravnovesje med izzivom in zahtevnostjo ciljev. Viri poudarjajo, da morajo biti cilji ravno prav izzivalni. To pomeni, da morajo biti ravno prav stresni, ravno prav izzivalni za nas. Se pravi, kadar imamo mi pred nami neko nalogo, ki je ravno prav izzivalna za nas, bo od nas zahtevala dovolj energije, dovolj motivacije za uspešnost. Tukaj si lahko pomagamo z načelom 70%, se pravi od vseh ciljev, ki si jih postavimo v naslednjem letu, recimo 70% ciljamo naj bo uspešnih. Se pravi, če si v letu 2026 postavimo 10 novih ciljev, ciljamo na to, da jih bomo uresničili vsaj 7. To je nekje najboljša taka relevantno postavljanje ciljev. Naslednji steber je število ciljev. Število ciljev se razlikuje glede na to, na koliko področjih želimo si postavljati cilje, ampak recimo viri poudarjajo, da za vsako področje naj si postavimo nekje 3 cilje in tu je nekje naj bi bila optimalno število ciljev, na katerih lahko delamo in ki jih lahko potem konec koncev tudi dosežemo. To so ta načela za pravilno in uspešno postavljanje ciljev. Ko imamo vse te cilje napisane, se potem moramo fokusirati na naš sistem oziroma navade. Prej, ko gremo pa do navad, se mi zdi pomembno, da tudi pri sebi pridemo do globih vzrokov, zakaj si te cilje sploh želimo doseči, ker v bistvu globja motivacija, ki pride iz nas, mislim, da je ena najboljših stvari za izpolnjevanje in doseganje naših ciljev v življenju. In tukaj je meni v preteklosti in še vedno mi najbolj pomaga vaja imenovana 5 zakaj oziroma iskanje globih motivacij. In v bistvu ta vaja poteka tako, da si mi napišemo cilj, kaj si mi želimo in potem se 5-krat zapored vprašamo vprašanje zakaj. Zakaj si želim tega cilja? Zakaj bi bilo to tako super, če bi to dosegli? Zakaj? In v bistvu, ko se 5-krat vprašamo to vprašanje zakaj, bomo iz tistih plitvih motivacij, zakaj si nekaj želimo, prišli do globih motivacij in ta globja motivacija nas bo potem gnala naprej, da si ta cilj tudi uresničimo. Recimo, če gremo spet do prejšnjega primera, ki smo ga imeli, se pravi, nekdo bi rad izgubil neki težo
in v bistvu mora priti zdaj do globih motivacij, zakaj si želi izgubiti težo. Mogoče prva motivacija je to, ker želi izgledati boljše, a pa se recimo počutiti boljše. Potem pa, ko začne delati to nalogo, bo videl, da so od spodaj še neke globe motivacije in želje, ki ga res ženejo po temu, da se res želi to uresničiti. In v bistvu to ustvari potem tisti naš notranji ogenj, ki nas bo potem gnal do tega, da bomo delali stvari, ki nas bojo pripeljale do uresničitve tega cilja. Hkrati pa, kot vemo vsi, motivacija ni dovolj, rabimo disciplino in pri disciplini meni osebno najbolj pomaga to, da se fokusiram ne na rezultate, ampak na moja dejanja. Kaj jaz počnem, kaj jaz delam, zato da bom dosegel nekaj, kar si res želim. In tukaj potem pridejo na plan naš sistem, navade in to, kako bomo te cilje mi dosegli. Jaz si rad oziroma tudi svetujem, da si za vsak cilj, ki si ga želimo doseči v letu 2026 ali kateremkoli časovnem obdobju, življenjskem obdobju, napišemo stvari, ki jih bomo mogli delati in početi, da nas bo pripeljalo bližje našega cilja. Se pravi, če gremo spet do prejšnjega primera, v naslednjem letu želim izgubiti 10 kg telesne teže. Ok, to je naš cilj. Kaj boš pa ti zdaj počel v tednu, mesecu, letu, da boš te cilje dosegel? Se pravi, parkrat na teden bom šel v fitness, oziroma gremo še bolj oprijemljivo, 3 do 5 bom šel v fitness, pa vsak dan bom naredil 10 000 korakov. Jedel bom bolj zdravo oziroma lotil se bom prehrane, zmanjšal bom sladkor, zmanjšal bom mastno hrano, zmanjšal bom hitro hrano. Hkrati vse to bom podprl z ustreznim spancem, spal bom 7 do 8 ur vsak večer in tako naprej in tako naprej. In recimo jaz si za vsak cilj, ki si ga postavim v naslednjem letu, si napišem 3 do 5 aktivnosti, ki jih bom izvajal ali na dnevni, tedenski ali tudi mesečni ravni. In tu gre prav na to, se pravi fokus na dejanja, fokus na naše, kaj bomo mi počeli, in ne fokus na cilje. Ker v bistvu, če se fokusiramo preveč samo na cilje, na tej poti ne bomo delali dovolj, da nas bo pripeljalo do teh ciljev. Ko si enkrat določimo dejanja, ki jih bomo počeli na dnevni, tedenski, mesečni ravni, pa pridemo do novih navad oziroma novega življenjskega sloga. Načinov za postavljanje novih navad je veliko, meni je pa najbolj všeč sistem, ki ga predstavlja James Clear v njegovi knjigi Atomske navade oziroma Atomic Habits. In ven iz te knjige bom pobral en sistem, ki mislim, da je najbolj oprijemljiv in najlažje za začetek, in to je, da nove navade vežemo na naše že obstoječe navade. Recimo, kako bi to spet izgledalo v našem primeru, ki smo si ga prej zastavili. Če hoče nekdo izgubiti 10 kg v naslednjem letu, bo več športal in bo recimo enkrat na dan šel na en daljši sprehod. Kako lahko to uresniči? Ali zjutraj, da takoj, ko vstane, da gre na en kratek sprehod, a pa recimo po službi, da gre na en daljši sprehod. Kako to uresničiti? Recimo, da veže to novo navado na že obstoječe navade. Se pravi, če ima neko jutranjo rutino, bo potem ta sprehod vezal na svojo jutranjo rutino. Se pravi, najprej vstane, spije kavo, nekaj poje in potem bo šel na sprehod. In to bo potem postala nova navada, ki ga bo potem na dolgi rok pripeljala do doseženega cilja. James Clear v svoji knjigi predstavlja tudi druge korake, ki nam pomagajo pri nastavljanju novih navad, in on pravi, da morajo biti te navade privlačne, očitne, enostavne in nam morajo prinesti občutek zadovoljstva. V planu imam narediti tudi en krajši podcast prav od te knjige, ker se mi zdi zelo fajn in zelo dobra za vzpostavljanje novih navad in sprememb v življenju, tako da naročite se na naš podcast, da te epizode ne boste zamudili. Meni osebno je pri vzpostavljanju novih navad in sprememb v življenju pomagalo tudi pravilo 2 dni, in v bistvu to pravilo je zelo enostavno in pravi, da neko novo stvar ne smemo izpustiti 2 dni zapored.
Kaj to pomeni v praksi? Spet, če se vrnemo na tisti primer od prej, se pravi, nekdo, ki hoče izgubiti 10 kilogramov, bo recimo 3 do 5 na teden šel v fitness in s tem pravilom recimo si lahko pomagamo tako, da recimo 2 dni zapored ne bomo izpustili treninga ali fizične aktivnosti in tudi, če se nam kdaj zgodi ali zaradi tega, ker nimamo energije ali zaradi tega, ker je preveč pestro v življenju in službi, če se nam zgodi, da en dan izpustimo fizično aktivnost, je to pravilo pravi, da naslednji dan moramo obvezno spet začeti. In potem spet probamo držati ta ritem naprej, če se nam zgodi, da en dan izpustimo, probamo, da se to ne zgodi drugi dan. In to je zelo fajn in zelo prijetno pravilo, ki nam pomaga pri vzpostavljanju novih navad in sprememb v življenju. Vendar pri doseganju oziroma vzpostavljanju novih navad niso pomembne samo naša dejanja oziroma naš življenjski slog, ampak veliko vlogo igra tudi naš naša mentala, in naša prepričanja, pa tudi identiteta. Tako da, ko delamo na spremembah in novih navadih, se moramo fokusirati tudi na naš notranji svet, na našo miselnost, na naša prepričanja in tudi na naše vrednote. In najbolj enostavna vaja pri temu je tudi neke vrste manifestacija, je v bistvu to, da ustvarjamo novo identiteto. Se pravi, ustvariti moramo novo verzijo sebe, ki te cilje oziroma te navade že počne in lahko te stvari doseže. In to nam bo tudi pomagalo pri tem, da bomo začeli verjeti, da lahko to dosežemo, da spremenimo svoj življenjski slog in da bomo na koncu pri naših ciljih in novoletnih zaobljubah tudi uspešni. Zaključil bi pa z prispodobo alpinističnega vzpona na zelo visok vrh oziroma visoko težko goro. Se pravi, kadar se alpinisti odpravljajo na zelo velik vzpon, ne bojo to naredili vse v enem kosu, ampak se bojo fokusirali na dele oziroma bodo svojo pot razbili na več uresničljivih korakov. Se pravi, alpinist, če hoče doseči vrh, se ne bo fokusiral samo na svoj vrh, ker je to zelo overwhelming, bi lahko rekli v angleščini, ampak se bo fokusiral na te tabore, ki pridejo do dosega vrh. Se pravi, bo prišel do prvega baznega tabora, tam se bo ustavil, se bo regeneriral, tudi pustil telesu, da se adaptira na višinsko razliko in potem bo šel naprej do naslednjega tabora, tam bo spet ponovil isto, pa potem spet naprej, pa spet in na ta način bo potem dosegel svoj cilj oziroma vrh. Hkrati pa v tem procesu se ne bo fokusiral na cilj oziroma vrh, ampak se bo fokusiral na korak. Se pravi, korak po koraku, korak po koraku, korak po koraku. In v bistvu tu je ta lepota poti in lepota doseganja ciljev, da se fokusiramo na naša dejanja in ne na naše rezultate. Če želiš tudi ti v novem letu spremeniti svoje življenje in doseči svoje srčne želje, potem te vabim k mojemu novemu spletnemu programu Umetnost postavljanja ciljev in zmagovalnih navad. To bo spletni program, ki bo trajal 4 tedne, skozi katerega se bomo naučili, kako pravilno postavljati cilje in zmagovalne navade, ki nam bojo potem pomagale doseči naše novoletne zaobljube in srčne cilje, ki si jih želimo doseči v novem letu in v življenju. To bo spletni program, ki bo trajal 4 tedne. Pred samim programom bomo imeli individualni klic, kjer bomo 1 na 1 šli skozi naša področja življenja in si določili svoje cilje. Potem pa skozi 4 tedne bomo govorili prav o tem, kar smo govorili v današnjem podcastu, kako si pravilno zastaviti cilje, kako si vzpostaviti navade, ki nam bojo pomagale doseči te cilje, kako priti do globljih motivacij in kako tudi predelati oziroma umakniti negativna prepričanja, ki nam preprečujejo, da bi te cilje dosegli. Če te zanima več o spletnem programu, si lahko več prebereš na povezavi v opisu te podcast epizode. Bo pa program tudi imel nekaj posebnega noter, saj bomo imeli tudi zunanjo coachinjo, NLP coachinjo, ki jo boste kmalu spoznali tudi na naši
našem podcastu. Tako da, če te zanima več, si preberi več oziroma poglej več na spodnji povezavi. In na tej točki ti zaželim še vse srečno in vse dobro v 2026, naj bo leto uspešno in začetek tvojega novega življenjskega obdobja. Najlepša hvala za poslušanje in se vidimo v prihajajočih podcastih. Čau.